Če so vam predhodnice tako zanimivo spregovorile o babištvu in babicah, vas bom jaz popeljala na področje mater delavk. Se pravi, zaščita mater na delovnem mestu je vezana na zakonodajo oziroma ureditev porodniškega dopusta, ki tudi po drugi svetovni vojni pokaže, da je pač povezava med reprodukcijo in plačanim delom večdimenzionalna. V bistvu ne gre toliko za to, da lahko ženske vstopajo na trg dela, kljub temu, da rojevajo in po porodu ostajajo doma zaradi dojenja in nege otroka, temveč predvsem zato, kako je ta proces družbeno, kulturno in politično umeščen, opredeljen in razumljen. Porodniški dopust je bil v socializmu eden od ukrepov za zaščito materinstva kot družbene reproduktivne prakse in ni bil toliko kot poveličevanje dejstva, da so ženske tudi roditeljice. Materinstvo je bilo seveda pomembno v družbeni reprodukciji, obenem pa so prepoznali tudi položaj, v katerem so se znašle ženske po porodu. In kot zapiše Vesna Leskovšek, je kljub težnji po večji enakosti in vključevanju moških v skrbniško delo ostala skrb za druge in domače gospodinjstvo pravzaprav v veliki meri domena žensk. To dejstvo se je kompenziralo z raznimi ukrepi, kot so zakonska zaščita in razvoj služb, na primer jasli in vrtci. Prav tako je bilo pomembno tudi seveda razumevanje vsakokratnega tega mikrookolja. Na projekciji imate dva citata, v katerih je prav ta moment razviden in intervjuji prihajajo iz pravzaprav področja, intervjuvala sem delavke v tekstilni industriji. Če nadaljujem, zgovorno ostaja tudi dejstvo, da v pravico do porodniškega dopusta istočasno niso bile vključene vse ženske pred in po porodu. Se pravi, šele leta 1950 se je na primer zakonsko izenačilo pravice vseh delavk, ne glede na delo, ki so ga opravljale v državnem, družbenem, zadružnem ali pa zasebnem sektorju. In kot smo danes že slišali, so bile v najslabšem položaju pravzaprav zasebne kmetice. Tudi kmetje, ampak zasebne kmetice, ki niso bile socialno zavarovane in so v nosečnosti opravljale zanje pretežka dela in po porodu pravzaprav so si vzele mogoče par dni za porodniški dopust. Zanje se je dokončno uredilo vprašanje obveznega zdravstvenega zavarovanja šele januarja 1960. Vezanost pravice do porodniškega dopusta na zaposlitev je bila v času socializma tudi odraz prepričanja, da si morajo ljudje zagotavljati svojo eksistenco sami, z delom. In da so to dolžni narediti zaradi solidarnega kolektivnega občutka do drugih. In kljub zavedanju, da so ženske tradicionalno ujete v ideološke diskurze o materinstvu, je ta vezanost na delu ostala osnova za pravice žensk oziroma mater. V nadaljevanju bom v grobem orisala, kakšna so bile zakonska določila o porodniškem dopustu oziroma na nek način, kako so odzvanjala v javnem prostoru, v družinah, v kolektivu. In sicer v času socializma na Slovenskem, se pravi v času Federativne ljudske republike Jugoslavije med letoma 1945 in 1963 in potem pozneje do leta 1991 znotraj Socialistične federativne republike Jugoslavije. In v splošnem se je v socialistični Jugoslaviji in s tem tudi v Sloveniji skozi leta porodniški dopust, se pravi, podaljševal. Poleg tega so bili uvedeni še nekateri drugi dodatni ukrepi za zaščito mater na delovnem mestu. Sprva se porodniški dopust urejal z uredbami. Tukaj vidimo uredbo o dopustu žen pred porodom in po porodu iz leta 1946, ki je določala nosečnicam 12-tedenski dopust, 6 tednov pred in 6 tednov po porodu, kar vidite v 1. členu. Delodajalci seveda so bili v primeru te kršitve kaznovani in je bila kazen tudi predvidena. In tako je bilo podobno tudi pozneje pri drugih uredbah predvidena pač neka določena kazen. Zanimivo pa je, da so te prve uredbe, ki so določale porodniški dopust, pozitivno odzvanjale tudi med ženskami delavkami. In morda še bolj zanimivo je videti, kako se je na te zakonske uredbe odzival javni diskurs, o čemer na primer pričajo zapisi v reviji Naša žena, to je publikacija, ki je sicer začela izhajati že leta 1941, a kot povojna ženska revija potem pač znova zaživela združeno v Naši ženi in išla prvič marca 1945, ampak tu imate v septembrski številki revije iz leta 1946 prispevek z naslovom Kaj prinaša ženi zakon o socialnem zavarovanju, ki se sklicuje na to pravkar
kot ste videli, oziroma je bila omenjena ta julijska uredba, ki nosečim delavkam omogoča 12-tedenski porodniški dopust. In članek pravzaprav primerja aktualno stanje, takratno, s predaprilsko Jugoslavijo, ker pravice porodnic v praksi niso upoštevali in pač razvidno je ta zanos, upanje in zaupanje v to novo državo in ta nov zakon, ki naj bi zagotavljal, da v praksi ta država ženam omogoča enakopravnost v družinskem in javnem življenju in nasploh dostojno življenje družine, se pravi to povojno stanje s pozitivnim pogledom naprej. Po vojni je našo ženo izdajal glavni odbor protifašistične fronte žensk Slovenije, ki je s oblikovanjem in utrjevanjem podobe slovenske moderne ženske se je poskušal vključiti v ta tok družbenega dogajanja in ko se je pozneje nekoliko odmikal od teh političnih ideoloških kalupov, seveda odvisno od vsakokratne uredniške politike, pa je vse skozi podobo delovne matere prepletal z ženskimi atributi, se pravi neko požrtvovalnostjo, podporo, zvestobo, dobroto. Pomembno je tudi, da je ta delavka mati, o kateri govori pač družina, v družini ohranjala neko mesto, pač ta ideologija nasploh povojna, v družini ohranjala neko mesto, hkrati pa je te ženski lastne atribute in vlogo, ki jo je igrala v družini, prenesla na državo in na narod. In na ta način je bila ta ženska materinska vloga javno priznana, njena materinska funkcija se je odpirala v širši prostor in dobila družbeni pomen. Skratka, revija Naša žena je o teh najbolj praktičnih vsakdanjih problemih komunicirala tudi z žensko populacijo, predvsem v rubriki Pisma bralcev. Pričemer je v primeru vprašanj povezanih s porodniškim dopustom in pravicami, ki so vezane nanj, je opozarjala tudi na težave pri realizaciji teh zakonov v vsakdanjem življenju. In prav ta rubrika pokaže pravzaprav na nepoznavanje ženskih pravic in zakonodaje med žensko populacijo in zato uredništvo nemalokrat tudi o tej novi zakonodaji z področja porodniškega dopusta ni samo obveščalo o novostih, ampak je tudi spodbujalo delavke, da se v primeru nepravilnosti aktivno uprejo. Če se vrnemo k zakonodaji, leta 1949 se je z uredbo o varstvu nosečih žensk in doječih mater na delovnem uslužbenskem razmerju porodniški dopust podaljšal na 90 dni. Se pravi, doječe matere so dobile tudi pravico vsake 3 ure prekiniti delo zaradi dojenja in sicer do 6 mesecev po porodu, po odredbi zdravnika pa tudi do 8, kar je razvidno pač v 4. členu. Če doječa mati zaradi oddaljenosti kraja bivališča te pravice ni mogla koristiti, je lahko delala skrajšani delovni čas, se pravi po 4 ure, do konca 6. oziroma 8. meseca po porodu, kar lahko preberete tudi v skrajšani različici 5. člena. Prepovedano je bilo nočno in nadurno delo od 4. meseca nosečnosti dalje ter doječe matere do dopolnjenega 8. meseca dojenja. V 50. letih so potem pozneje izhajale odloki in uredbe, ki so materijam podeljevali posebne ugodnosti, na primer pri nakupu opreme za dojenčka, pač odloki, ki so zaveljevali, da ženske ne smejo opravljati del, ki so škodljiva za zdravje, življenjsko nevarna, telesu posebno težka. Posebej za nosečnosti so bila prepovedana dela, ki so vključevala stalno tresenje, dela povezana s prahom, paro, škodljivimi plini, radioaktivnimi rentgenskimi žarki, najbrž bi bilo to dobro za vse. Prav tako nosečnice po dopolnjenem 4. mesecu niso smele opravljati stoječih del, dvigovati in prevažati bolnikov in podobno. Ker pa je bila pravica do prekinitve dela zaradi dojenja iz leta 1949, ki smo jo omenili, v praksi težko uresničljiva, so jo z novo uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o varstvu nosečih žen in doječih mater v delovnem uslužbenskem razmerju iz leta 1952 nadomestili s pravico do skrajšanega 4-urnega delovnika za vse matere, ne glede na oddaljenost bivališča do dopolnjenega 6. oziroma 8. meseca otrokove starosti. To lahko preberete v 1. členu. V obdobju skrajšanega delovnega časa je imela doječa mati pravico do polne plače. Kako je obdobje, ko so matere dojile
svoje otroke, vplivalo na nje in kako je te matere sprejemalo delovno okolje, pokaže tudi slikovit primer iz manjšega lokalnega tekstilnega obrata v Komnu sredi 60. let, kar je prikazano na citatu, kjer je bil prav zaradi te lokalnosti, majhnosti in dejstva, da so se pač preprosto vsi med sabo poznali, ta človeški odnos od kolektivov mogoč. Večina delavk je bila seveda žensk, z izjemo 3. Delovodje, pozneje je bila tudi to ženska, direktorja, kar je bil vedno moški, in ene osebe moškega, ki je bil pravzaprav deklica za vse. In je pravljal vsa popravila, priprave strojev, tehnične težave odpravljal, je bil inovator, prevoznik, vse. Se pravi, ta informatorka je povedala, kaj se je zgodilo in ko je po porodu delala po 4 ure in je doma dojila otroka. Seveda, mleko ni razumelo človeškega urnika in je pač priteklo. Leta 1957 pa je urejanje porodniškega dopusta prešlo v pristojnost delovne zakonodaje. Porodniški dopust zaposlenih žensk se torej leta 1957 zakonom o delovnih razmerjih podaljša na 105 dni. In nato leta 1966 s temeljnim zakonom o delovnih razmerjih na 133 dni. Ampak zanimiv na tej projekciji je tudi ta popravek, ki ga imate ob zakonu leta 1966, kjer je teh 133 dni prečrtanih. Zakaj? Zato, ker že decembra istega leta z zakonom o spremembi temeljnega zakona o delovnih razmerjih ta prvi odstavek 76. člena spremenijo, da se glasi: za nosečnost in porod ima delavka pravico do nepretrganega porodniškega dopusta najmanj 105 dni. Ustava SFRJ iz leta 1974 je v pristojnosti federacije pustila samo izdajo zakonov, ki urejajo temeljne pravice delavcev in občanov pri zagotavljanju njihove socialne varnosti, medtem ko je sistemsko urejanje posameznih področij socialne varnosti prenesla na republike. Zakon o medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu in o delovnih razmerjih med delavci in zasebnimi delodajalci, strašno dolg naslov iz maja 1974, ki ga je sprejela Socialistična republika Slovenija, je potem popolnoma na novo, seveda poleg porodniškega dopusta matere, ki ga je kot upravičenka lahko podaljšala za 141 dni, ali pa je delala po 4 ure na dan do 12. meseca starosti otroka. Se pravi, ta zakon je popolnoma na novo uvedel tudi pravico očeta do izrabe podaljšanega porodniškega dopusta, če otroka neguje oziroma če se z materjo tako dogovori. Zakonsko urejeni koraki v smer razbremenitve žensk oziroma mater, ki jih po opravljenem delovniku doma ni čakala samo nega in skrb za otroke, temveč tudi skrb za gospodinjstvo ter nemalokrat ostarele in bolne člane razširjene družine. Se pravi, ti zakonsko urejeni koraki so bili zelo pomembni. Politika socialistične države je spodbujala, kot vemo, tudi zaposlitev žensk na podeželju, kjer so se najpogosteje vzpostavljali ti manjši tovarniški obrati. S tem so imele ženske z nižjo izobrazbo po eni strani sploh možnost za zaposlitev, obenem pa so bile še vedno obremenjene, in to ne samo z delom v domačem gospodinjstvu, ampak skoraj po pravilu tudi z vsakdanjim delom na domači kmetiji. Ampak ta je vendarle omogočala pomemben dodatek vir zaslužka in s tem pravzaprav so ustvarjala strategijo za preživetje na podeželju. In tako se je nič kolikokrat zgodilo tudi ženskam, ki so delale po 4 ure, da so doma dojile in negovale dojenčka, in ko so prišle na delovno mesto utrujene, o čemer so pripovedovale številne informatorke, se je zgodilo tudi to, kar lahko preberete na projekciji, pač čisto življenjska situacija. Za vse dejavnosti žensk, da je bilo sploh mogoče izpeljati naporen delovni dan, še posebej za matere z dojenčki in majhnimi otroki, je bila ključna pomoč razširjene družine. Se pravi, največkrat so za otroke skrbeli stari starši, predvsem matere in tašče, včasih tudi sestre. Na tem mestu gre omeniti predvsem to kratko obdobje med porodniškim dopustom in časom, ko otroci še niso imeli zagotovljene varstva v vrtcu. Takrat je bila ključna ta domača podporna mreža.
In da se je na področju velike obremenjenosti žensk vendarle premikalo, povejo dejansko tudi številne matere na terenu, ki se spominjajo, kako so jim, če je že le bilo mogoče in če so bili kolikor toliko odprti v to smer, pomagali tudi možje in to vedno več. Za delavke materje je bilo nasploh težko, če pri varstvu otrok niso imeli podpore širše družine, še posebej, če sta oba z možem delala v tovarni, kjer so bile izmenjujoče se dopoldanske in pomladanske izmene pravzaprav stalnica. V ta namen je država vzpostavila, se pravi, mrežo vrtcev, ko smo lahko prebrali že na začetku v tistih prvih citatih, ki so jih v podeželskem okolju nemalokrat gradile prav tamkajšnje tovarne, samo prispevki delavcev. In delavke z majhnimi otroki so, kolikor je bilo mogoče, delale v dopoldanskih izjemah. In če je bil kolektiv dovolj majhen in če je to pač proizvodnja omogočila, so jim to tudi omogočili. In če se še zadnjič danes preselimo k zakonodaji, februarja 1986 je Socialistična republika Slovenija izdala samoupravni sporazum o porodniškem dopustu. Ta je določil, da je skupna doba odsotnosti z dela zaradi nosečnosti, poroda, nege in varstva otroka 365 dni. Ta porodniška doba se je delila na dva dela. Na porodniški dopust v trajanju 105 dni, ki ga je pač praviloma morala izrabiti mati, in na 260 dni dopusta za nego in varstvo otroka, ki sta ga po dogovoru lahko koristila tako mati kot oče. Ob omenjenem sporazumu so bile uvedene še nekatere ugodnosti, na primer za matere študentke, brezposelne matere in tako naprej. In določila iz tega zadnjega sporazuma so z minornimi spremembami v Sloveniji ostala v veljavi do danes. Če za konec pokukamo še enkrat v revijo Naša žena in pogledamo odzive na obe zakonodajni uredbi, se pravi, te so iz maja 1974, ki podaljšuje 105-dnevni porodniški dopust za 141 dni, in ta iz februarja 1986, ki določa 365 dni za skupno dobo odsotnosti z dela, lahko vidimo, seveda v predpostavki, da je revija vendarle zasledovala določeno agendo, da so bili odzivi mešani. In poleg poročanja o takšnih in drugačnih težavah in časovnih zagatah pri zahtevnih pripravah na predlagano zakonodajo, je zanimiv tudi del, ki kaže na reakcijo nekaterih. Recimo po eni strani kategorično nasprotujejo predlaganim spremembam, ki žensko tako strašno dolgo odtegne delovnemu procesu, po drugi strani bi radi zahtevali od žensk, da bi končno prepoznale svojo edino pravo življenjsko nalogo in se popolnoma posvetile družini in gospodinjstvu. In to je samo eden od številnih vidikov, ki še danes najbrž se vzpostavijo ob tej porodniški dobi. Ampak ja, kljub ta vprašanja, ki so tudi v času socializma problematizirala to dvojno preobremenjenost žensk, so ostajala vseskozi odprta in so bila pač prisotna. In čisto za konec vam na projekciji pustim še mnenje delavke iz tovarne, tekstilne tovarne, ki je povzela odnos do žensk v času socializma. Razgovorila se je o razkoraku med črko na papirju in prakso, komentirala je dejansko to dvojno breme dela v zasebnem in javnem prostoru, ki naj bi ga za ženske statuse enakopravnosti z moškimi odpravil. In medtem, ko to berete, mogoče strnem za današnjo prezentacijo samo še eno misel, kar pravzaprav ne razmišljam tako pozitivno kot ti, Ana, ki si rekla, da nimamo za skrbeti. Jaz mislim, da tudi tiste pravice, ki so na papirju in ki naj bi so formalno že pridobljene, naj jih ne jemljemo za samoumevne. Zaradi tega, ker mislim, da moramo še danes se neprestano ukvarjati s temi vprašanji, kako je dejansko v praksi z izvajanjem zakonodaje, tudi z področja porodniškega dopusta in s tem povezanimi pravicami mater ob spremenjenih delavskih razmerjih v tem našem neokapitalističnem sodobnem svetu. In naj kot apel spomnim samo na zaskrbljujočo prakso oziroma izbiro nekaterih delodajalcev, ki danes delovne pogodbe pogojujejo z zavezami, da ženska v tistem obdobju, ko bo zaposlena pri njih, naj ne zanosi. Tako da hvala.